Iskrena hvala najprej vsem gostom, da ste danes tukaj z nami, zato ker mi lahko tukaj govorimo o nekih izzivih in priložnostih, dokler nimamo tukaj predstavnikov delodajalcev ali pa predstavnikov očetov, ki stvari testirajo v praksi, mislim, da smo precej na izgubi. Tisto, kar bi tokrat rada povedala v teh parih stavkih, je samo to ozadje, namreč pilotni preizkus ODA poteka 6 mesecev. K sodelovanju smo z javnim pozivom privabili številne delodajalce, ampak vendarle so bili ti kriteriji za dokončen izbor potem zelo različni. Namreč tudi mi smo si postavili izziv, kar pomeni, da smo želeli zajeti različne sektorje, različne velikosti organizacij, različne tipične in atipične delovnike, različno procent zaposlenih moških v posameznih organizacijah in tako naprej. In me zelo veseli, da so se na koncu pogumno odločili v pilotni preizkus pristopiti tukajšnji predstavniki. In sicer, kar zadeva sama podjetja oziroma organizacije, so to javna RTV Slovenija, policija oziroma MNZ policija, podjetje GoOpti, podjetje Support in Trade, d.o.o., torej računalniško podjetje, in moram reči, da so bili ti pristopi in ti izzivi zelo drugačni. Skratka, kako smo v kakšno organizacijo pristopali, so ti proces pogajanj in proces dokončnih odločitev je bil zelo drugačen in moram reči, da smo ponekod začeli že novembra 2015, torej podjetje Support je v bistvu edino, ki je že zaključilo to pilotno obdobje. Ravno danes pa se v bistvu zaključuje pilotni preizkus še na RTV Slovenija, medtem ko v podjetjih GoOpti in pa na policiji je zadeva še v teku. Preden svojim gostom prepustim besedo, bi jih zelo na kratko predstavila, daljše predstavitve imate v mapah, in sicer bom začela kar tamle na koncu. Se pravi, z nami je Rok Ščuka, oče, ki je sicer zaposlen na RTV Slovenija, z nami je Iztok Arbiter, direktor podjetja Support in Trade, z nami je Damjan Omerza, predstavnik podjetja GoOpti, torej delodajalcev GoOpti, z nami je Žiga Planinc, predstavnik torej delodajalcev na policiji oziroma MNZ policija, Josip Majstorovič kot predstavnik očetov, ki se je vključil v pilotni preizkus, in pa gospod Marko Fili, ki se je seveda tukaj jasno v vlogi v.d. generalnega direktorja na RTV-ju, se pravi v vlogi delodajalca, ki je pristopil. Me zanima dejansko to, kako so bile te prve reakcije očetov, ko ste izvedeli, da pač bo pilotni preizkus predstavljen v vaših organizacijah, in kakšni so nenazadnje zdaj prvi vtisi po teh nekaj mesecev preizkusov. Zdaj približno o ukrepih, kaj je bilo kje na voljo, je tukaj dejansko samo za okus. Tako da prosim, mogoče lahko najprej Josip. Ja, hvala za besedo. Kot je že gospa Mojca povedala, prihajam iz policije, ni odveč povedati, da delamo v manj ugodnem delovnem času, kar pomeni vikende, ponoči, praznike, nadurno delo in podobno. Zato je bil ta projekt sprejet, bom rekel, zelo pozitivno med vsemi. Nažalost se nas je lahko projekta udeležilo samo 30, vemo, da je policija organ z nekaj tisoč zaposlenimi, tako da tisti srečneži smo imeli možnost koristiti te ukrepe. In kaj naj rečem, vse pohvale, mislim, da bi mogli s tem nadaljevati v takšni ali drugačni obliki, tako da skratka zelo pozitivno. Najlepša hvala, mogoče sam mičkem popravek 20 iz policije, sicer pa vse skupaj je pristopne izjave podpisalo 41 očetov. Mogoče Rok, še prve vtise smem? Dobar dan, sem skupaj. Jaz sem se za projekt prijavil še kot prekarni delavec, sem mislil, da bom tako lahko upozoril na določene stvari kot prekarni, te posebne okoliščine, v katerih je lahko oče, ki je prekarno v delovnem razmerju, ampak se je med tem časom
zgodila redna zaposlitev, tako da dokončal sem potem kot redno zaposleni. Imam zelo specifičen urnik, tako da se vse stvari niso poznale mi veliko na mojem, predvsem sem bil navdušen nad delavnicami. Mislim, da izobraževanje pri nas se hitro pozabi, da če ni ponudbe, da ljudje sami potem ne poiščejo določenih znanj, ki so pa nujna, recimo določena znanja, predvsem mislim, da je nek predsodek, da bi se nekdo usposabljal za starša, mislim, da bi mogli tega več ponuditi. To so zelo pomembna znanja in jih ne dobiš na vsakem koraku. V vsaki obliki. Hvala, Rok. Jaz bi k temu samo še to dodala, da mi smo se tega preizkusa pač lotili zelo vključevalno. Skratka, po eni strani smo ves čas bili v stiku in razvijali najboljše možne ideje in predloge s predstavniki delodajalcev na različnih nivojih, po drugi strani pa smo imeli tudi tematske delavnice z samimi očeti najprej na temo, kateri so dejansko tiste ovire usklajevanja, s katerimi se srečujejo v svojih delovnih okoljih, in potem tekom izvajanja teh 6 mesecev smo dodatno organizirali 4 tematske delavnice. Za teme smo se skupaj odločili. Se pravi, očete smo vprašali, katere teme so jim najbolj pomembne, in potem smo poskušali nekako doseči neke kompromise. Sicer so bile pa delavnice povezane tako z obvladovanjem stresa, reševanjem konfliktov, komunikacijo do družinskega oziroma naslavljanja družinskega življenja, kot je zdaj Rok omenil. Samo še za kontekst. Zdaj pa me zanimajo še vaše izkušnje kot predstavniki delodajalcev, tako da lepo prosim, mogoče Damjan. Dober dan želim, moje ime je Damjan Omerza, prihajam iz podjetja GoOpti, ne vem, če ga pač vsi poznate, kadar na fakulteti kakšenkrat predstavljamo naš projekt, vprašam 90% ljudi odzigne roke, tako da v Sloveniji nas ljudje kar poznajo. Mogoče malo osvetlim, preden se dotaknem samega projekta, samo dejstvo, pač mi smo po naši oceni v dokaj težkem poslu, predvsem tudi to pogledno tega projekta, ker pač veliko nočnih voženj, veliko obremenitev, pač smo podjetje, ki vozi ljudi na letališča, torej prevozi na letališča, bližnja in oddaljena. Tako da smo ta projekt, ko je Mojca prišla do nas, z veseljem sprejeli, ker se zelo veliko ukvarjamo, ker pač namreč rastemo iz Slovenije, se širimo v Italijo. V nekaj mesecih naj bi bila Italija že skoraj tako velika kot Slovenija. Zato pač se zelo veliko ukvarjamo in zadovoljstvom naših strank in zadovoljstvom naših voznikov. Zato smo tudi pripravili posebne standarde in vse, karkoli lahko doprinese k večjemu zadovoljstvu naših voznikov ali naših strank, vedno pozdravljamo. Zato smo se tudi hitro lotili, sicer smo na začetku mislili, da bomo hitrejše ukrepe našli, ampak smo mogli pol kar nekaj časa usklajevati te ukrepe, ker namreč naše podjetje je iz leta 2015 v 2016 naredilo transformacijo. Prej smo bili pač manjše podjetje, smo imeli interno zaposlene voznike, potem pa smo dobili investitorja iz tujine in so pač nam kot pogoj za investicijo predlagali, da moramo postati lahki, kajti namreč širiti se v tujino z kupovanjem vozil, seveda z lastnim voznim parkom in zaposlovanjem ljudi je praktično nemogoče, pač, ker potem se tudi v Italiji, po italijanski zakonodaji in tako naprej. Seveda se širimo tudi v druge države, da ne bo preveč to kot reklama izpadla. Kaj hočem povedati je to, da smo pač mogli zamenjati poslovni model, s tem smo se zelo veliko ukvarjali in smo prišli na obliko najemanja, torej podizvajanja prevozov, tako da če pač kot informacija, podjetje GoOpti nima nobenih vozil in zaposlenih nobenih voznikov, ampak vseeno nam je standard, kakovost naše storitve tako pomembna, da pač skušamo uvajati standarde, ki izboljšujejo, nekaj ste že v videu videli, kaj smo se vse spomnili, kako bi očetom, voznikom približali ali pa izboljšali ta negotov ali pa ta čas, ko morajo biti na poti, odsotni od družine, ko dobijo vožnjo, zahtevek, pač povabilo na vožnjo, na katerega se lahko pač sicer odzovejo ali ga zavrnejo, ampak vseeno
Je delo težko, tega se zavedamo, zato vsak ukrep, ki nam je pomagal, da smo pač malo izboljšali to počutje in na poti ali samo fleksibilnost, smo bili zelo veseli. Zdaj pa še malo tako osebno. Kako je to funkcioniralo Ja, v teh parih mesecih? Točno tako. V pisarnah smo uspeli sestanke omejiti, uvedli smo tudi neke, bom rekel, take trike za zamude, 1 evro, 1 minuta, tako da smo jih začenjali točno, pa smo jih lahko tudi točno končevali, tako da vse skupaj se je ta projekt nam je na več nivojih pomagal, tako da smo res sestanke do 3 končali, ker drugače se te zadeve razvlečejo, ne vem, če poznate, do 6, 7, 8 zvečer, pač dokler ni nekaj narejen. Namreč smo pač v zelo delikatnem obdobju, ko se širimo in velike napake zelo lahko vplivajo na našo rast. Jaz verjamem, da je še ful vprašanj, tako da mogoče, takoj, ok, neham. hvala. Samo eno stvar še, sem oče 3 otrok in ta projekt sem sam doživel zelo dobro, tako da če ga ne bi bilo, bi bil veliko manj z njimi, sem zelo vesel. Najlepša hvala, me zelo veseli. Mogoče bi nadaljevala z gospodom Filijem, pa mogoče kakšne so vaše izkušnje zdaj v tem času na RTV? Lepo pozdravljeni še z moje strani, tudi jaz sem poleg tega, da se pač vodil zdaj za 6 let ta javni zavod, se stoji samo oče in v teh letih sem veliko časa porabil v službi. In ta projekt je dal tudi meni misliti in ko sem slišal za ta projekt, sem bil takoj za tej dvojni vlogi. Prvič, ker resnično imamo tudi mi precej kompleksne urnike, delamo pač od jutra do noči, kadar je pač program, veliko vikendov, mnogi delajo celo večino vikendov, skratka zelo težko je prilagajati službo in domače okolje. Res je, da smo šli predtem že tudi v projekt Družini prijazno podjetje, tako da smo nekatere ukrepe že pred tem poskušali zagotoviti za zaposlene. Je pa prvi odziv, ko sem kolegicam predvsem predstavil v vodstvu, da bomo šli v ta projekt, je bilo seveda vprašanje, ja kaj pa me? Torej, zakaj ste se odločili, da greste v projekt, ker boste z nekaterimi ukrepi pomagali očetom, da bodo bližje otrokom, ne pa mamicam. In seveda smo potem skupaj ugotovili, da živimo v družbi, ker smo navajeni, da ko mamica potrebuje prilagajanje urnika ali pa bi rekel neko fleksibilnost, zato da je bližje otroku, je to skoraj da samoumevno, da se v tej smeri deluje, da ko pa to oče potrebuje, pa ni tako samoumevno. To pomeni, da je bilo treba družbi to povedati, zapisati, morda kakšnemu nadrejenemu to dati kot obvezo, zato da je to potem spoštoval. Skratka, na ta način poskušamo nekoliko spremeniti družbo, spremeniti odnos do očetovstva, morda tudi pri očetih spodbuditi to razmišljanje, da pravzaprav imajo pravico, da to zahtevajo. Kajti nekako samoumevno je, da tudi ko gre za bolezen otroka, ko gre za kakšne dejavnosti, najprej vskoči mama, pa če mama ne more, potem se pa pogovarjajo, ali bi lahko oče opravil. In to ni prav. Torej mora biti enakovredno, oba morata enako k temu pristopiti in lahko je seveda celo obratno. Zakaj pa ne bi najprej oče poskrbel, če mu služba in njegovo delo to omogoča, pa morda mamici to njena služba ne omogoča. Skratka, ta odnos mora biti povsem enakovreden. In s tem, ko smo pristopili k projektu, smo, dajmo reči tako, ta kazalček, ki visi nekoliko bolj na mamo, začeli obračati proti sredini. Seveda še nismo na sredini, ampak jaz upam, da če se bo ta projekt nadaljeval, bomo lahko to enakost tudi v praksi dosegli. Tudi sam imam to srečo, da seveda kot direktor si na nek način seveda krojiš urnik tudi sam. Je res, da si ga krojiš tako, da daš najprej v spredje podjetje in vse temu prilagajaš in tudi meni je v bistvu pristop k temu projektu dal misliti in sem potem v nadaljevanju kdaj ravnal drugače. In sem si postavil neke, bom rekel, termine z družino ali pa neke dogodke, ki jih potem nisem dovolil, da jih zamudim in sem temu delu prilagodil. Ne vem, koncert v glasbeni šoli. Pač to so stvari, ki si jih prej kdaj tudi zamudil, ker si rekel, pač prepozno bom prišel, jaz se živim v Kopru, torej za se udeležiti vseh teh zasebnih dejavnosti se moram iz Ljubljane odpraviti nazaj domov, torej ne moreš skočiti vmes, in sem prej kdaj to zamudil. In tudi meni je dalo to misliti in sem kdaj potem zamudil
ali pa preložil kakšno zadevo v službi, zato da sem lahko upravil nekaj za družino. Tako da mislim, da je ta pristop k razmišljanju na ta način najbolj dragocena izkušnja tega projekta. Najlepša hvala. Glede na to, da ste prvi začeli s pilotom, mogoče gospod arbiter, izvolite še za vaše izkušnje, glede na to, da ga je tudi že konc, bojo zagotovo dragocene, prosim. Najprej lep pozdrav vsem. Mi smo kot prvi pristopili k temu projektu in smo tudi začeli izvajati določene ukrepe. Mogoče smo mi predstavnik velike večine podjetij v Sloveniji, ker nas je nekako do 10 zaposlenih. Tako da sem bil na začetku malo kot delodajalec skeptičen, kako bomo lahko sploh sprejemali kakšne ukrepe, ker pri tako majhnem kolektivu je praktično vsak zaposlen nepogrešljiv. Ampak potem s predlogi, ki smo jih pač skupaj nekako izoblikovali, se je izkazalo, da kljub temu obstojajo rezerve in moram reči, da v te pol leta se je klima v podjetju zelo spremenila. Namreč zdaj najbolj, kar pač mi mogoče tudi zaposleni zdaj pač povejo, kaj je zdaj to pozitivno, je ta pozitivna klima dogovora med nami, med vsemi zaposlenimi. Ker namreč zdaj, ko pride nek problem, ob zaključku delovnega časa smo nekako dogovorjeni, kdo ga bo prevzel in kdo ga bo peljal naprej, ker mi imamo pač vzdrževanje računalniške opreme in največkrat se ravno problemi pojavijo proti koncu delovnega dneva. In vedno do zdaj je bil to problem, kdo bo tak projekt v bistvu potem odpeljal do konca. Zdaj smo nekako dogovorjeni, da smo vnaprej dogovorjeni, kdo v takem primeru vskoči, tako da lažje v bistvu planiramo kakšne take zadeve. Tudi tematske delavnice, ki so bile v okviru tega projekta, so bile zelo dobrodošle. Vsi smo v bistvu zelo veliko odnesli od teh tematskih delavnic, tako da jih lahko potem in v službi in v domačem krogu izkoristimo, to, kar smo se pač tam slišali, kar smo tam povzeli. Skupaj smo pa tudi izoblikovali en dokument, v bistvu en akt, kjer smo pa tudi zapisali vse te zadeve, tako da se v bistvu tudi kot delodajalec in na eni strani in kot delavci na drugi strani imamo nekje pač zdaj to definirano in zapisano, tako da zdaj jaz mislim, da to bo ena taka naša tudi prednost pred ostalimi, ker bomo to vsakem novem zaposlenem tudi ponudili in jih informirali o teh zadevah, ki smo jih pač pri nas upeljali. Tako da smo tudi s ponosom tudi na naši spletni strani imamo ta logo tega projekta in ga bomo tudi še naprej imeli. Čeprav pač jaz mislim, da sicer ta projekt se zdaj za nas kot zaključuje, ampak peljali ga bomo definitivno naprej, celo več razširili ga bomo v bistvu med vse zaposlene, tudi tako da bojo tudi ženske, ki so pač tudi del kolektiva, tudi v tovrstnem projektu zraven udeležene. Najlepša hvala, to je bil že odgovor na moje naslednje vprašanje, ampak preden skočim tja, pa še bi prosila gospoda Planinca za prve izkušnje in izzive. Ja, hvala. Pozdravljeni vsi skupaj. Tako, ko poslušam sogovornike, se ne moram otresti občutka, da so mogoče izbirali podjetja, kjer imajo vsi določene težave. Torej, jaz nisem delodajalec, prihajam pa iz organizacije, ki ima v vseh 4 organizacijah, so bile vključene v projekt, največ zaposlenih. Nas je 7100 približno pooblaščenih, pa še nekaj tisoč recimo nepooblaščenih in skupaj nas je 8000. In tukaj nisem v vlogi kakšnega direktorja, nekoga, ki bi vlekel niti, ampak bolj v vlogi koordinatorja. In ko je prišlo iz Mirovnega inštituta ta sporazum, je bil to za nas seveda izziv. Najprej smo se srečali s prvo težavo, kako zdaj mi te
šefe prepričati, da je ta projekt dober za njihove delavce. Veste, da je policija, pa bom zdaj uporabil tak nek, ne bom rekel izraz, ki ni najbolj priljubljen med nami, da smo izrazito mačistična družba, ki zelo težko sprejema kakšne nove stvari, sploh na področju enakih možnosti. Ampak meni je bil to izziv, jaz že dalj časa delam tako na področju diskriminatornih politik, bom rekel. In tudi moj poklic je poklic socialnega delavca. Ampak da ne zaidem, naj se vrnem k vprašanju, kako prepričati neposredne šefe teh policistov, ki so se vključili v ta projekt. Povem vam, da je bilo težko. Na prvem sestanku, ki smo ga imeli z neposrednimi vodji, so eni izrazito in tako javno nastopili tako zelo ostro proti meni, ko sem predstavil projekt, tako da sem se v bistvu jaz kot en tak majhen člen v tej naši verigi, pa bom rekel še tako po hierarhiji dokaj nizko, počutil kar potisnjenega ob zid. Ampak na srečo imamo ogromno podporo v generalnem direktorju pa v namestnici, ki sta tako zelo široka v teh pogledih, kar se tiče enakih možnosti in sociale, tako da smo imeli 100% podporo in smo lahko nekako te šefe, ki so leteli majčkam previsoko prizemljili. In moram reči, da je sam projekt zdaj, preden sem prišel sem, prejšnji teden sem poslal vsem 20 očetom, ki so vključeni v ta pilotni preizkus, poslal mail in jih prosil za feedback. Policisti imamo vedno izgovore, da imamo toliko dela, da ni časa za vse stvari, tako da sem dobil samo 8, ampak to je dober procent, vam povem, od 20, 8 odgovorov je v redu. In samo en oče mi je potarnal, da se z neposrednim vodjem ni mogel dogovoriti za te ukrepe, ki smo jih mi povzeli. Zmenili smo se, da se omogoče v času počitnic tem očetom, ki so vključeni v projekt, dopust, ki ga bojo preživeli z otroki. Potem smo se dogovorili, da imajo vsaj 2 vikenda na mesec prosta. Imeli so jih v bistvu, v praksi se je potem to tako pokazali, da so delali samo en vikend, ne so bili 3 vikende prej. Dogovorili smo se, da če se le da omogočajo službe od 7 do 15 ure, pa recimo ena izmed dogovorov je bil tudi ta, da v času, v dneh, ko mora recimo otrok iti na kakšno predstavo ali k zdravniku ali tako, da očetje prevzamejo to tradicionalno vlogo mater, ki ga mora peljati k zdravniku ali k zobozdravniku ali kaj podobnega, da to stori oče. V teh feedbackih, ki sem jih dobil, so to storili in tako suma sumarum, končna ocena vseh očetov, pa to tudi lahko Josip pove, da je ta projekt bil pa odlično sprejet tako pri očetih, kot tudi pri šefih. Najlepša hvala, da ne bomo ostali samo pri izzivih. Vidite, da smo jih tudi kot projektna skupina dosti imeli po tej poti. Bi jaz skočila še samo na stran priložnosti za prihodnje. In potem seveda takoj predam besedo tudi vam. Ena izmed teh priložnosti je bila pravzaprav že nakazana oziroma omenjena. Dejansko vse te ukrepe je seveda možno prilagoditi in prilagajati na različne ciljne skupine. Se pravi, naš namen je v bistvu tako ali tako bil, da ves čas posamezni organizaciji, ne samo posamezni organizaciji, ampak posameznim delovnim mestom bi se ti prilagajali. Seveda to pri delodajalcih je res so bili izzivi, no, bom tako rekla, ker seveda to pomeni še toliko več angažmaja na drugi strani, ampak kakorkoli, skratka, da bi se ti ukrepi dali prilagoditi tudi
na posamezna delovna mesta na eni strani in na drugi strani, tako kot sem rekla, tudi na ciljne skupine v smislu vseh tistih, ki imajo kakršnekoli skrbstvene obveznosti. Ali pa celo, tako kot je Mark rekel v dopoldanskem delu, ne samo tistih, ki imajo kakršnekoli skrbstvene obveznosti, ampak ki imajo kakršnokoli drugo življenje. Skratka, hočem reči, usklajevanje delovnega in zasebnega življenja bi moralo, vsaj po mojem mnenju, biti razumljeno zelo širše. Pa me zdaj zanimajo, skratka, bi šla kar po vrsti, skratka, kje še vidite priložnosti za izboljšave znotraj vaših delovnih organizacij? Prosim, Rok. Jaz bom zdaj govoril v imenu drugih sodelavcev, ker na RTV-ju je zelo raznolika paleta vseh poklicev in mislim, da jaz sem v vsakodnevnem stiku z novinarji na terenu. Oni imajo res tako delo, da vidim eno priložnost za RTV v tem, da bi se kakršnakoli oblika neke animacije ali varstva organizirala za takrat, ko oni morajo vskočiti, pa nekaj na hitro opraviti, da bi to lahko storili z otrokom, da ne bi rabili iskati varstva in za čas te poti, ko potujejo v službo, in za čas, ko to opravijo. Kaj takega, no, v tem smislu. Super, zmenjeno. Hvala. Iztok? Ja, jaz mogoče vidim tukaj pri nas kot malih delodajalcih, da bi mogoče država tukaj priskočila z neko obliko možnosti zaposlovanja, da bi mi dobili v podjetje tudi ljudi, ki bi jih izobraževali, jim mi dajali neka znanja. Zraven to za enkrat še mogoče ne bi bilo neko redno delovne razmerje, ampak bi v bistvu skozi to navezovali neka stike, ker mi imamo, glaven problem je pač pomanjkanje kadra v nekih danih momentih, in če bi imeli mogoče stalno neko mentorstvo ali neko tako obliko v bistvu na voljo, bi definitivno imeli v podjetju še koga, ali začasno zaposlenega ali pa zaposlenega, ki bi bil pač na voljo, da vskoči takrat, ko bi ga v bistvu dejansko na kakšnem projektu potrebovali. Ker jaz mislim, da tak človek, ko bi se izkazal v podjetju, bi definitivno potem tudi v podjetju ostal. Tako da bi tudi on postal potem nepogrešljiv del tega. Pa mogoče neke te notranje organizacije je pač potrebno, no, jaz sem pač tudi v vlogi očeta in moram reči, da v okviru tega projekta sem tudi sam sebe reorganiziral, tako da zdaj ne delam več po 12-16 ur na dan, ampak tudi kakšen petek grem zdaj prej domov. No. Tako da v bistvu pa tudi kakšna sobota. Ja. Zdaj tisto oddaljeno delo je v bistvu po svoje je past, ne. Zato ker v bistvu to oddaljeno delo ti sicer omogoča biti doma, ampak to pomeni, da potem lahko tudi delaš še več, ne. Tako da to je nekako, treba se pač znati v bistvu organizirati, pa se takrat, ko je čas namenjen družini, to kvalitetno potem tudi z družino preživeti, no. Ker danes vse naprave pač omogočajo to deljeno delo, vedno biti povezan, ampak včasih je pa treba tudi kaj ugasniti, no. Hvala, ja vidim, da je že polno vprašanj, ampak prosim, če vseeno vztrajate še trenutek. Bom prav čim bolj kratek. V našem podjetju vidimo še veliko priložnosti za izboljšave. Ena je zagotovo to, da nam uspe naš optimizacijski sistem, kjer dobivamo zahtevke, pač nakupe prevozov, optimizirati tako računalniško, da bi bilo veliko več dni vnaprej znano, kdaj bo neka vožnja za voznika, in takrat potem si ljudje, ki pač naši vozniki, ki upravljajo vse te prevoze, veliko lažje splanirajo svoje družinsko življenje. To bi bil en izmed zelo močnih ukrepov, na katerem delamo, ampak to računalniški te sistemi so zelo kompleksna stvar in traja ta razvoj. Vsekakor se pridružujem mojim sogovornikom glede sestankov, samoorganizacije, predvsem pa vidim res prednost ali pa ključen doprinos tega projekta v tem, da je ozaveščal delodajalce o tem, ker na primer
Jaz o ful zadevah sploh nisem razmišljal in šele, ko smo se začeli pogovarjati, sem se tako, kot sogovorniki začel, se jaz tudi 12 ur, pa pol še zvečer mal, pa pol še zjutraj skozi neki na telefonu, skozi neki na računalniku, ali pa tudi, če sem že bil fizično doma prisoten, pa nisem bil psihično, ker sem bil še vedno, ker vem, da me je še 20 stvari čakal in potem, če ne bi bilo tega projekta, kar neki vikendov, kar neki petkov, pa še kakšno sredo popoldne, bi ostalo tako, kot je bilo, tako sem začel potem razmišljati in že to, da se o tem pogovarjamo in da razmišljamo, tudi če pripelje do zelo majhnih sprememb, je zelo pozitivno. Najlepša hvala. Lahko samo enemu stavku rečem, joj, ne bodimo pohlepni. Jaz bi rekel, če ostanemo samo pri tem, kar smo sprejeli zdaj, bo to za tak sistem, kaj policija, mislim, revolucija. Tako da jaz ne stremim k nobenim novim, tako da bi bilo fajn, če ostanemo, pa realiziramo te tudi po končanju projekta. Si bomo skupaj prizadevali, ne? Ja, da jaz tukaj dodam, da pa jaz pa bi bil malo bolj pohlepen, glede na to, da prihajam z lokalnega nivoja in da je penzija še daleč in da se vse bolj odmika. In če zdaj pogledamo teh nekaj let, ne, v bistvu so te pravice iz naslova starševstva kar skrčene tistih nekaj let, ne, prvih praviloma. Ne. O čem govorim? Želel bi si več. Policisti smo v bistvu pred nekaj leti šele dosegli, izborili kolektivno pogodbo, po kateri imamo recimo starši, ki imamo otroke mlajše od 3 oziroma v nekaterih izjemnih primerih 6 let, pravico dela samo zjutraj, 7:15. Potem naprej, da imamo en vikend na mesec prost, pravico do enega vikenda. Prej tega enostavno ni bilo. Bila je dobra volja delodajalca, da to omogoči. Tako da vidim pa še en korak naprej, ki ga bi mogoče lahko dosegli. Po sedanji ureditvi delodajalec ne sme skrajšati počitka na manj kot 11 ur. Ne. Bom bolj plastičen, ker imamo neenakomerno razporejeno delo. Bom bolj plastičen. Če jaz danes delam 14:22, naslednje jutro ne morem nastopiti v službo 7:15. Ne. Mi bi si želeli tega, da bi bilo to mogoče bolj fleksibilno in bi ob našem soglasju oziroma želi, kjer tudi delodajalec ne bi imel zadržka, ta počitek skrajšali na 8 ur, torej da jaz lahko nastopim službo ob 7 zjutraj ali pa ob 6. Ne. Zakaj? Da sem popoldan lahko z otroci, ne, če tisti dan nimam varstva. Torej, trenutno je v primeru potrebe delodajalca to možno, da nam počitek skrajša, zato ker imamo neke naloge, ki jih terja javna varnost, ki so nujne. Ko pa je to nam v interesu, pa ne gre, ne. In zdaj včasih vodje riskirajo mogoče kakšno sankcijo inšpekcije, ampak so tolerantni. Tako da nekako malo enakopravnosti oziroma obojestranskega interesa, ne, bi tukaj mogli uveljaviti. To in pa še ena zadeva zelo na kratko, spet se bom vrnil k temu, da so več ali manj vse pravice zreducirane na prvih nekaj let. Ne. Lahko jih starša porabita ali pa ne, ali pa jih porabi en ali pa drugi. Mogoče bi bilo kakšno zadevo za prenesti na kasnejši čas, ko je še pomembneje, da je oče s svojimi otroci tam pri 8., 9., mogoče v času najstništva, pa če tisto pravico do dela samo zjutraj ne pokoristi do 3. leta, da jo pokoristi, jaz ne vem, od 10. do 13., ne, ko imamo problematične najstnike in tako. Ne. Zdaj si zamislite, no, da je nekdo cel teden v službi popoldan, ne, da ima en teden zjutraj, en teden popoldan, praktično tisti teden, ko si popoldan, ne vidiš svojega otroka. Zjutraj mu daš, ne vem, ljubčka, ko gre v vrtec ali v šolo, potem zvečer prideš, on spi in tako cel teden nisi z njim. Ne. Tako da mogoče na kasneje, no, tudi kakšno pravico. Toliko. Jaz se pridružujem vsemu, kar je bilo že povedano. Rekel bi, da seveda predvsem moramo z kakšno anketo oziroma z raziskavo
notranjega javnega mnenja vprašati zaposlene, kaj je tisto, kar je mi najbolj pomagalo, ne, in koliko je takih, ki bi morda, recimo ta ukrep, o kateri smo se večkrat že pogovarjali, varstva otrok, koliko bi jim to pomagalo, dejansko, da bi lažje opravili neko obveznost, ko pridejo v službo. Morda to tudi v povezavi z, glede na to, da živimo v času, ko lahko preko informacijske tehnologije veliko dela opravimo, da damo bistveno več pozornosti delu na domu, torej da razbremenimo sam prihod v službo, danes se lahko mnogo zadev opravi doma in tudi tehnologije omogočajo, da opraviš doma na preprostem računalniku, morda nekaj, kar si nekoč moral početi v firmi na dosti zahtevnih sistemih, to pomeni delo na domu, omogočanje bolj fleksibilnih urnikov s tem, večji poudarek na tem, da je delo opravljeno, kot pa na prisotnost, pri nas nažalost še vedno je velik poudarek na evidentiranju delovnega časa, ampak gledajte, zakonodaja tudi v tej smeri deluje. Zakonodaja tudi tu, poleg počitka, kjer se strinjam s kolegom popolnoma, da bi tukaj več fleksibilnosti, tako kot tudi pri samem delovnem času pomagalo. Namesto, da štejemo minute, koliko je bil nekdo prost, koliko je bil v službi, kakšen dodatek je dobil, in takoj, ko je nezadovoljstvo, inšpektor pride, pregleda in smo kaznovani, če smo morda celo želeli biti bolj fleksibilni, raj bi videl, da preidemo na to, da gledamo obseg dela, ne pa toliko delovni čas. To je morda neka strategija za naprej. Vse splošno pa, po mojem mnenju, dvigati moramo nivo kulture vodenja. Prej je bilo govora o, mi pravimo, tako lokalnih šerifih, torej posameznih vodij, ki za svoje področje spoštujejo ali pa ne spoštujejo pravila, bi rekel, firme, organizacije. To se seveda v velikih organizacijah dogaja. Vi imate, pravite, 7000 zaposlenih, mi jih imamo zdaj preko 2000, zdaj, ko smo prekarne sodelavce letos večinoma zaposlili, pomeni, da je to struktura, v kateri je tudi veliko vodij, sploh zaradi razvejanosti organizacije in težko je doseči, da vsi vodje enako upoštevajo pravila, da imajo vsi enake vatle in tudi odkrivati nepravilnosti je zelo težko. Tako da tu dati morda poudarek na izobraževanje vodij, na dvig kulture, na boljše planiranje, na več usklajevanja z zasebnim delom, pa tudi določena pravila. Poglejte, navadili smo se, da v soboto, nedeljo odgovorimo na nek mail. To bi moralo postati počasi že tudi pravilo. Mail, ki pride v petek po 15. uri, seveda ne govorim o dežurstvu, naprimer na področju IT-ja, ampak dežurstvo se organizira, če je to potrebno. Ostali pa imajo vso pravico, da na to odgovorijo v ponedeljek zjutraj. To pomeni tudi to uvajati v kulturo organizacije, da ta odvisnost od elektronskih naprav, ki smo se ji navadili, odgovoriti takoj na klic, vrniti klic, odgovoriti na mail, takoj reševati problem, da se tu začne spet spreminjati in da spoštujemo prosti čas. Torej tisti, ki ni dežuren in dežurstvo se pa da organizirati, je prost in ko je prost, ni dolžan takoj reagirati. To kulturo, bi rekel, spoštovanja prostega časa smo izgubili in skozi take projekte in skozi osveščanje in opozarjanje na pravice družine do člana družine moramo doseči, da se bolj loči delovno od zasebnega življenja in da se to zasebno življenje bolj spoštuje. Najlepša hvala. Zelo me veseli, da obstaja volja, da spreminjamo delovno kulturo skupaj. Mislim, da imamo ogromno dela in priložnosti in izzivov. Tako da zdaj skrajni čas, da povabim k vprašanjem vse vas. Tako da vljudno vabljeni, da jih delite z nami. Prosim. Ja, živijo vsem. Moje ime je Ivana Gradišnik iz Family Lab Slovenija. Prihajam in sem v bistvu predstavnica izvajalcev tematskih delavnic, ki ste jih bili deležni. Najprej bi res rada čestitala in se zahvalila in Mirovnemu inštitutu, ki je prišel na idejo in zagotovil tudi sredstva za ta, po mojem, izredno koristen in fenomenalno speljan projekt, pa tudi vsem vam, ki ste bili pripravljeni v tem sodelovati. Jaz sem bila osebno fascinirana in očarana nad tistim, kar sem videla, se pravi nad očeti, ki so sodelovali na teh delavnicah. Kar sem videla je bilo, mislim, na trenutke mi je prav solze priklicalo v oči. Sem tak mal dramatičen človek. Imam pa eno vprašanje za vas, čisto, ko veste, kaj me zanima. A bi vam prav prišlo, kaj mislite vašim zaposlenim ali pa kolegom, če bi imeli na voljo, seveda pod pokroviteljstvom delodajalca oziroma službe, v katero hodite,
na voljo nekega strokovnjaka, svetovalca, kraj, prostor, kamor bi se lahko ena na ena individualno v zaupnem okolju obrnili v primeru, ko imate težave na odnosnem področju, bodi si doma ali pa v službi med sodelavci, se pravi konflikti, odnosne narave in tako naprej med vami. A bi vam to nucali, kaj mislite? Oziroma bi se očetje, moški, ki so nagnjeni k temu, da držijo stvari v sebi, kot smo slišali, zakaj je to vse, kakšne nevarnosti to nosi v sebi, nam je gospod keynote speaker povedal. Kaj mislite, a bi to izkoriščali in a bi vam to prav prišlo? Bi jaz, če dovolite. Ja, policija ima od leta 2009 ta sistem zelo dobro vzpostavljen, mislim, da v javni upravi celo najboljši. In sicer je projekt takrat delovni naslov imel psihosocialna oskrba policistov, zdaj pa to v sklopu delovne skupine poteka pod nazivom nudenje psihološke pomoči in psihološke podpore zaposlenim v policiji. Imamo 9 psihologin, ki so zaposlene od teh 9 so 4 zaposlene na policijskih upravah, imamo 8 policijskih uprav, tako razdeljeno približno na regije. Ostale delajo tako znotraj generalna policijska uprava, specialna enota pa v ambulanti na MNZ-ju. Potem smo pa po zgledu avstrijske policije, ki bazira na ameriškem sistemu peer supporta, sicer nudenje pomoči policist-policistu. V sklopu tega smo zorganizirali mrežo zaupnikov, ki se grejo skozi nek tečaj, v bistvu traja pridobitev vseh teh kompetenc 2 leti in po 2 letih dobijo te zaupniki naziv policijski zaupnik in oni nudijo to podporo policistom, ko potrebujejo. Zdaj, jaz lahko govorim o tem, ker sem pristopil v 2009. Ja. Se opravičujem, ampak verjamem, v glavnem policija ima to rešen. Hvala. Jaz mislim, da je to dobra ideja. Mislim, seveda se strinjam, da je treba po mojem poiskati tudi z neko anketo mnenje drugih, ampak je že veliko pomeni, mislim, da bo prav danes ali v teh dneh bo delavnica za obvladovanje stresa, ki mislim, da je nekaj podobnega, kar sem doživel znotraj tega projekta zelo dobro tudi sam. In je v bistvu so že take delavnice, če bi bile bolj pogoste, priložnost, ko potem s strokovnjakom lahko na samem na 4 oči tudi kakšno tako stvar spregovoriš. In mogoče tako, nekaj bolj v tem smislu, po mojem, bi ljudje težje potrkali na taka vrata, lažje bi se udeležili ene take delavnice, pa potem na 4 oči, da bi bila mogoče delavnica z možnostjo pogovora na 4 oči bi bila moja dobra ideja. Ja, jaz bi samo to dodal, mi imamo pooblaščenko za preprečevanje mobinga in zelo veliko se ljudje zatekajo k njej in dejansko ugotavlja, da večinoma primerov ne gre za mobbing, ampak gre ravno za pomoč. Posvetujejo se z njo, je res tudi karakterno izredno prijetna oseba, pozitivna, kot neka mama naša, bom rekel, kateri se zatekajo, vsi, ki imajo težave. Tako da v bistvu taka oblika pomoči, sploh v velikem kolektivu, je absolutno dobrodošla. Hvala. Še kakšno vprašanje, mogoče ja, tamle, samo da vidim, če še kdo, ki še ni imel priložnosti zastaviti vprašanje prej. Aha, tamle tudi še eden, kaj je, še kdo? Ok, če ne, potem prosim, ja, izvolite. No, mogoče nadaljujem. Prosim. Kako?
Na kratko, prosim. Ja, Hvala. samo preventiva je problem. Ko vi zaposlujete v katerikoli službi, vključno z doktorsko in policijo in tako naprej, jaz sem delala v Petra Držaja, ko so prihajali 7. razreda bodoči policaji, vsi so bili suhi, prestrašeni in tako naprej, ker morajo, ne, nažalost, tako lepo sta povedala, sem počaščena, ampak ego izpostavljen, ne, to je eno, potem slovenska zavist je velik problem, kaj bo pa ta moški ali ta ženska rekla. Mogoče kakšno vprašanje Potem za naše pa goste? še strah pred izgubo službe je tudi velik problem. Ne, recimo, tudi mogoče ne koristijo očetovskega dopusta zato, da ne bi izgubili službe. Hvala. Hvala za komentar. Take drobne stvari. Ne, sej hvala za komentar, sem samo vprašala, če je kakšno vprašanje za goste. Hvala, prosim, Metka. Hvala. Jaz sem eno vprašanje, ker ne poznam konkretnih ukrepov, ne, ki so bili v podjetjih sprejeti ali pa se bodo uporabljali. Me zanima, a ste razmišljali tudi o kakšnih pozitivnih ukrepih, da bodoči očetje oziroma očetje, ki so komaj postali očetje, da uporabijo in izkoristijo očetovski dopust, torej starševski dopust, tisti, kar se tiče nege in varstva otrok. Torej tistih 250 dni, ki jih običajno pač v Sloveniji v 92% izkoristi mama. Pa me zanima, kako je to konkretno pri vas. Jaz lahko kar konkretno povem, ker se je projektu pridružil en novopečeni očka, glih, ki smo projekt uvedli, tako da ga bomo k temu spodbudili, on je o tem tudi že razmišljal, tako da zagotovo dobrodošlo in to je to. Se veste, zdaj, zakonodaja je sprejeta, zdaj pa na vsakmo se bo odločil. Recimo, jaz sem to koristil. Pa vam moram reči, da so dejansko problemi, ne toliko pri vodjah, bolj pri sodelavcih, ker te hitro označijo za neko črno ovco, da koristi zdaj te zakonite ukrepe in s tem, ki jih koristiš, njega silaš, da mora bolj delati. Se pravi, to je neko posploševanje, ki je skregano z vsako logiko in v bistvu tudi zakonodajo, ker ta policist namest mene ne bo nič več delal, to je samo neka miselnost in mi moramo narediti precej na tem, da izkoreninimo to čudno razmišljanje določenih posameznikov. Zdaj pa, kako je pri nas, veste, vsak se sam odloča. Ne? Mi nimamo nekih reklam, imamo pa dva močna sindikata in oba spodbujata vse zaposlene, da koristijo vse pravice. Sam še dodam to, da so pri nas točno tako, če se na to navežemo, ostali 4 sodelavci z tega oddelka, tega novega očeta, so se takoj dogovorili in po moje glih zaradi tega projekta, ker smo ga začeli uvajati in so rekli, ja, ti pejt na dopust, mi bomo porihtali in pol tudi naprej, tako da to je zelo pozitivno. Okay, hvala. Še kakšno vprašanje za naše goste mogoče? Zadnje vprašanje, zadnja priložnost, vsaj za zdaj. Če ne, jaz mislim, da smo slišali več kot dovolj priložnosti za sodelovanje v prihodnje na različnih ravneh, v različnih organizacijah in tudi korak naprej k spreminjanju delovne kulture v Sloveniji na splošno. Mislim pa, da najmanj, kar lahko ob tej priložnosti imam čast narediti, je to, da se javno zahvalim vsem 4 predstavnikom delodajalcev, ki so bili tako pogumni in šli v tale 6-mesečni eksperiment. Zato bi jim tako čist častno priznanje projekta ODA želela zdaj podeliti. Tako da